Jaz sem bil 7 let referent za kooperacijo, sam obsojen, kot strojni tehnik in sem ogromno imel tudi z obrtniki opravkov, pa sem videl, da so nekako kar v redu zaslužili, ne? Pa sem jaz potem pa tako, da sva imela žena 3 otroke, pa ne varstva, in sem jaz eno nedeljo zvečer se odločil, grem v ponedeljek šefu, rečem, inženir Vidic, jaz bi pa dal odpoved. Ja, prav. Pa jaz grem nazaj, pa me pokliče nazaj, Širar, kaj si rekel, dam odpoved. No in to je bilo 1.7.67. Ta datum mi bo ostal še v grobu, ga mne so zbolj spominil. Čeprav se zdaj vrčka čudno, kako sem bil toliko posvojen naivn. Ko sem odhajal v penzijo, je Boštjan že s polno žlico zajemal firmo in seveda tiste, to mi dva sta se to lepo povedala. Šmarca. Jaz se lahko to obrnem na Boštjana, da je s takim razvojem šel naprej, da je predvsem to bilo pomembno znanje, tehnika, pa seveda tuji jeziki. Jaz se, kljub temu, da sem v domu, zelo dobro počutim. Vse je zelo v redu, razen papsa, je pa včasih malo slaba hrana. To te mogel pa k Jezeršku, pa več. Ja, to imajo, meni se zdi tele kar malo, verjetno imajo neke predpise, kdaj in kako. Na oder zdaj vabim Francija Šifrerja, danes vodilnega v podjetju Šibo Grupo Boštjana Šifrerja in Marišo Šifrer. Skupina Šibo d.o.o. sicer ponuja rešitve na področju zapiralne embalaže za tube, vsebnike ter zaporke za farmacijo ter tankostensko embalažo in letno proizvedejo 6 milijard izdelkov in izvažajo v več kot 60 držav po svetu. Kar izvolite. Na oder bi poklical še seveda gospoda Andreja Mežot, on je direktor poslovanja z malimi in srednjimi podjetji v NLB-ju. Pomagal pa nam bo odgovoriti na kakšno vprašanje, s katerim se danes družinska podjetja zelo pogosto soočajo. Evo, kar izvolite. Tako. Francija zdaj poznam, sem ga odpeljal danes že drugič iz njegove rutine, se upravičujem, ne, Boštjana tudi. Vas, naslednice pa še ne. Še niste v SBC naslednikih? Seveda, da sem. Najprej najlepše hvala za povabilo v imenu družine Šifrer. Smo veseli, da lahko predstavljamo naslednjo generacijo, se pravi, kakor je Ata začel, oči in mami, da nadaljujeta in jaz kot naslednik upam, da bom tudi uspešno upravljala svojo nalogo. Malce sem ga že izprašal na vlaku očeta, kako je izgledal pogovor, ko je položil karte na mizo in rekel, zdaj pa bo čas, da tudi jaz začnem malce bolj uživati v življenju. Jaz bi tako rekla, no, da Boštjan in Špela, se pravi oče in mama, še vedno sta zelo vpeta v podjetje, tako da ta prenos se v celoti še ni zgodil. Smo pa v tem procesu prenosa, se pravi, sem trenutno pomočnik direktorja prodaje, tako da spoznavam celotne procese, kar se mi zdi ključ, se pravi, da res na koncu spoznam celo podjetje, ker prihajam v velike čevlje in nisem bila ta, ki je ustvarila celotne poti, ampak
v bistvu vstopam nekje na ta vlak. Tako da prenos, kako se odvija, mogoče oče še kakšno besedo doda? Takoj samo še eno vprašanje, še sestro in brata imaš? Tako je. Kako se v družini razume, kdo je tisti, ki ostane v podjetju, pa tisti, ki bi počel kaj drugega? To ste se zmenili med sabo? Ne, to se je nekako neravno zgodilo. Se pravi, jaz imam starejšega brata, mlajšo sestro. Brat je šel svojo pot, jaz sem se nekako po študiju, po magisteriju odločila, da bi probala, pa da vidim, kakšna je ta podjetniška pot in moram reči, da je zelo zanimiva, pestra, dinamična. In mi je bila všeč in sem se potem odločila, da bom ostala. Mlajša sestra pa jaz bom zelo vesela, če se mi bo pridružila, ampak trenutno ni v podjetju. Hvala lepa. Boštjan, zdaj pa seveda ste vi na vrsti. Ja, kar v redu, vse se bomo slišali. Dela. Kako je bilo, ko je oče dejal, no, zdaj se bom sam omaknil, od danes naprej boš pa za vse ti kriv? Ja, malo drugače je bilo. 90. leta smo dobili Slovenijo, 91. leta sem se poročil s tole Špelo, ki tam le sedi. 92. leta smo dobili Tomaža, brata od Mariše. In polet sem rekel očitu, kako bi midva tole naprej delala, najbolj nama ne gre, če sva skupaj, a bi ti šel sam naprej, a bi jaz šel naprej, pa je rekel, bom jaz razmislil, ti bom 1. decembra povedal. Pa je 1. decembra povedal, ampak je res tako, kot si rekel, je rekel, za vse, kar zaslužiš, pa za vse, kar boš na obnosti naredil, boš od 1.1.93 kriv in tako sva lepo počas zamenjala. Povedal je tudi, da je še mlad, takrat je bil star 55 let in da je to pač veliko premoženja v njegove obrti in da bo pač ne bom lih to dobil, ampak bom mogel kaj še plačati, ne? In pa smo pa tako še naslednja leta odplačevali to podjetje, tako da sem jaz pa januarja 93 štartal na svoje in začeli to zgodbo, o katere se pogovarjamo danes. Vedno se pogovarjamo, da je lepo predati podjetje, ko gre podjetju dobro. Kakšna pa je skrb, kaj pa če podjetju, ko ga bom predajal, ne bo šlo dobro in svojim naslednikom dajem v resnici težko nalogo, še težjo? Ja, takrat se to nismo pogovarjali, se pa pogovarjamo zdaj. Mariša, pa Veronika, pa Špela, pa jaz smo se tudi ravno par tednov nazaj imeli sestanek in smo se pogovarjali o te prestrukturirane v naslednjih 10 letih, ker treba 2 koraka narediti. Eno je prevzeti vodenje podjetja, drugo pa potem še tudi operativno prepisati, kar bojo Jezerški malo več povedali, so zelo lepo naredili. In to so resne in zahtevne stvari in jaz sem večkrat poudaril, fino je zdaj gledati, ker imamo veliko naročil, pa rast vsako leto, ampak to ni samo po sebi umevno in zato je potrebno pač delati in zato je to odgovornost na prvem mestu. Se bom dal tudi vašemu očetu mikrofon, ampak preden vas popravi, ne, ker zagotovo boste zdaj le povedali kaj narobe, kdaj vam je kaj rekel, fant, tole se pa nadela tako? Oče je bil izjemno korekten, nikoli me ni nič kaj korigiral, vprašal je, a imaš naročila, a ti gre, a bo šlo. Lepo sva spalala, nisva imela kakšnih trenj in sem mu za to hvaležen in se mu zahvaljujem, da sva lepo prenesla pred 30 leti. Gospod Franci, se upravičujem, ker vas takole v enem tednu že drugič iz vaše rutine dajem, pa da ste prišli sem. Ste imeli kakšno šahovsko partijo danes, morda dogovorjeno v domu ali kaj podobnega? Ne, jaz sem že kar rezerviral čas od dneva, ko smo bili na vlaku, da je tale 6. november rezerviran za tole častitljivo srečanje obrtnikov in obrtnic. In seveda vesel sem tudi za Boštjana in pa za vnukinjo, da z veseljem in uspehom nadaljujejo delo, ki sem ga je začel. To pa sem tam povedal, bilo leta 1.7.67, to je že kar dolg časa,
pa drugi časi so bili takrat, ampak vesel sem, da sem pustil takrat službo in da moji zanamci zdaj to še bolj uspešno, kot pa sam delajo. Prav. Pa bi vas vseeno prosil še za en nasvet, če bi ga delili z nami, ki ste ga dali svojemu sinu, ali pa ga boste dali zdaj tudi svoji vnukini, ko gre za posel. Ja, ko je začel, je prvo en star stroj kupil. Zdaj rekel, Boštjan, ne delaj tega. Jaz sem nove stroje kupil in seveda nekateri moji kolegi imel 10.000 mark, ampak ni imel dolga stroja. Jaz sem pa imel 10.000 mark. Pufa pa nov stroj in ta nov stroj in nova tehnologija je razvoj in sem vesel, da Boštjan to nadaljuje, da kupuje najboljše in sodobne in tehnično dovršene stroje, tako da v tem Vas je poslušal. Je poslušal in bohov. To je res, kar je rekel in je rekel, dobro ti bo šlo takrat, ko boš lahko kupoval nove stroje. Gospod Meža, zdaj smo pri denarju, seveda pa pri družinskih podjetjih. Mikrofon bom pa sam prinesel, evo, da se bomo slišali. Kako v banki, v NLB-ju, naprimer, tam ste seveda zaposleni, gledate na družinska razmerja? Kako pomembno je za to, da odobrite kredit, da ste z njimi na tej poti, ko se vlaga v nove stroje? Ja, lepo pozdravljeni vsi, hvala za povabilo. Najprej iskrene čestitke, to je krasen primer prenosa, z družine do družine. Mi v NLB-ju se čutimo kot regionalna banka in seveda bi si želeli, da večina slovenskih podjetij ostane v slovenskem lastništvu. Malo smo seveda, imamo v genih to, da bi želeli ustvariti okolje, kjer bi otroci ostajali, kjer bi se razvijali in bi bilo okolje, kjer bi tudi novi talenti prihajali. In to imamo v genih. Seveda po drugi strani pa seveda smo pa finančniki in slovenska podjetja potrebujejo slovenske banke, multinacionalke imajo ponavadi zadnji multinacionalne banke. Jaz imam privilegij, da vodim ta segment malih in srednjih podjetij, kjer je veliko takih lepih zgodb, da jih spremljamo in mi smo se lani pogovarjali ravno tle o regionalnem pristopu. Mi smo regionalno organizirani ravno iz tega razloga, da imamo skrbnike v vsaki regiji, kjer probamo čim bolj razumeti poslovne modele posameznih podjetij, poznati tudi družinske razmere, ker to je v malih podjetjih skoraj bolj pomembno kot finančni kazalci. Banke seveda najprej vzamemo finančne kazalce, potem pa skrbniki skupaj z stranko poskušajo pripraviti najboljšo razlago poslovnega modela, zato da se banka lažje pa bo tudi dolgoročnejše odloča glede sodelovanja s takimi podjetji. Hvala lepa, se vas bom še vključil pri drugi in tretji družini. Hvala. Ampak mi pa še nismo končali čisto za konec. Predsednik Joc Pečečnic je zaželel, da bi govorili tudi o tem, da si upamo sanjati, pa morda, da vsak pove še, pa bomo z vami začeli, ker ste bodoča naslednica. Kakšne sanje vidite v podjetništvu, v tem podjetju? V našem podjetju? Tako je. Ja, sanjam, da bi nadaljevala čim bolj pozitivno naprej svojo pot podjetništva kot bodoča lastnica, tako vztrajno, pogumno, kot to delata moja dva starša. Hvala lepa. Boštjan? A so pri vas bolj važne sanje ali številke? Ja, oboje. Jaz sem tudi imel sanje. Sem bil 18 let star, srednjo šolo sem naredil odličen, sem bil samo 5, ki sem imel in sem rekel, moj oče ima 10 zaposlenih, jaz bom imel 100 zaposlenih, direktorja, en dober avto, da sem lahko krog vozil in to je to. Bravo. In še gospod Franci, za Jezerške v domu to bomo poskrbeli, oziroma da bo ta pasulj boljši, to obljubim, ker ste omenili, da ni najboljši. To boste poskrbeli, gotovo. Dobro. Kaj si pa vi še želite? Meni so se praktično želje kar skoraj uresničile, ker je Boštjan tako
zavzeto in zagnano prevzel to in da gleda tudi na izboljšave, kar se tiče tehnike in orodij, ker orodjarna je bistvo tisti pomen, da se lahko razvoj nadaljuje in jaz sem vesel in rečemo, občasno grem še v firmo, ker vidim, kadar je nov stroj pride. Nov stroj pride in me Boštjan pa pele pa pogledava in razlika med tistim strojem, ki sem ga jaz kupil prvi engel pred mnogimi leti, pa na kredit, ampak danes je to neprimerljivo s te stroji in ta tehnika, koliko je šla naprej. Hvala lepa vsem trem. Hvala. Ja, jaz bi pa res sem vesel, da javno rečem, da sem zadovoljen, tako z Boštjanom kot z njo, da so na dobri poti za jutrišnji dan. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala. Dolgo bi moral čakati do vojne v Ukrajini, da bi dobil odgovor, ki si ga je postavljal ob osamosvojitvi. A če bi čakal, danes Podkrižnik grupa ne bi bila to, kar je. Iztok Podkrižnik je človek mnogih talentov in tudi ljubezni. Zato gremo zdaj nazaj na vlak do Kamnika. Srednjo šolo sem končal strojno, začel sem se za puškarje v Kranjski puškarni. Oče je bil lovec tudi in bom rekel, je bila ta tradicija v družini in nekako jaz sem imel veliko veselje do kovine in pa bom rekel preoblikovanje te kovine. Potem sem pa to začel delati, 91. leta po razpadu Jugoslavije nekako sem imel željo, da nekaj več iz tega naredim. Takrat se ni vedelo, kako bo Slovenija ali bo šla v NATO, bom rekel, zadevo ali bo šla na vzhod in se ni vedelo, s katerimi kalibri se bo takrat zadeva na tem področju razvijala. Imel sem pa željo nekaj več narediti, zdaj to, bom rekel, nekem, da rečem, področju vojaške industrije, ker pač sem si želel neko industrializacijo iz vsega tega, kar sem se pač naučil. In pa sem pač mlad, ko sem bil pa, bom rekel, zagnan, pa brez denarja, pa brez vsega šel v Švico, v Avstrijo, v Nemčijo, iskati te strojegradnje, ki bi lahko do teh namenskih strojev prišel. In gospodje so mi gor pač povedali, da to bi se dalo nekako narediti, samo cena teh strojev bi bila pa tam 4, 5, 6 milijonov švicarskih frankov ali pa nemških mark. Jaz sem bil pa star tam 23 let in sem rekel, to pa ne bo šlo, ker to denarja še nikoli videl, nisem pa slišal o njemu. Pri nas sta oba sinova rasla iz delavnice ven in nekako jim je to železlo pod kožo. In ko sem jih vprašal, kaj si želite, dejansko, ko sta bila oba od zunaj, pa sta imela priložnosti res neomejene in sta oba dva rekla, rada bi doma delala. Sem zelo ponosen na to oba, bom rekel, soprogo in dejansko smo v fazi, bom rekel, prenosa tudi, se pravi, na drugo generacijo in smo v zaključni fazi in mi se bomo počasi upokojili. Dejansko šteje to, da 10krat dobro premisliš, da boš 11-tič dobro, tako kar toliko dobro naredil. In nekako tudi sem to obema sinovom povedal, da je treba res velikrat, bom rekel, stvar premlet, da se prehitro ne odločiš. Morajo mladi pa tudi imeti, bom rekel, neke svoje ideje, pa bom rekel, si upati neke stvari narediti, ker ravno to daje pa tisti čar, pa bom rekel, nadaljni razvoj vsakemu podjetju.
Na oder zdaj vabim ustanovitelja Iztoka Podkrižnika, Petro Podkrižnik, Anjo Podkrižnik ter Jošta in Jureta Podkrižnika. Podkrižnik grupa je družinsko podjetje, ki danes daje delo okoli 200 ljudem in posluje večinoma na evropskih trgih, ki daje podjetju 90% vseh poslov. Z že razvitimi produkti pa bodo razširili prisotnost tudi na svetovnih trgih. Dobrodošli vsi skupaj. Saj je razumljivo, kje bom zdaj začel. Ne? Pri šefu podjetja, gospa Petra, prosim, če vzamete mikrofon. Ne? Ja. A to ste mu povedali, da sem šef? Ja, govorimo o družinskih podjetjih, pa o čustvih, pa o tem, kako poslovati, ampak jaz vem, da uspešno podjetje je tako uspešno, kot kažejo številke. Tam ste pa vi ta glavni, ne? Tako, ne? Ja, no. Začela sem z računovodstvom, ja. Pol pa sem šla posod po vseh. Kako je biti mama, žena, računovodkinja, pa še vse tisto zraven, česar mož ne dela, no? Ja, jaz sem v bistvu v podjetju iz računovodstva šla še naprej in sem v podjetju to, kar sem. Pol sem mama, pol sem žena, tašča. V bistvu sem ena taka mama, ki mazi pa pazi. Koliko vogalov ima v vašem podjetju vse skupaj? 6 ali kako je to? Več jih je, še več. Dobro, ja. Zdaj bi pa predal na tole stran ta mikrofon, prosim. Vidva sta sinova, kdo od vaju je imel srečo pri ženi, pri dami tamle? Aha, dobro. Ne. To bom pa jaz. Dobro. Zdaj moram seveda tudi vprašati, ne, kar narazen ste se usedla, se lahko se jaz presedem. Ni bilo pričakovano. Dobro, ja. Kdaj si jo dobil? Preden si že delal v podjetju ali potem? Ravno smo se pred nedolgo nazaj hecala, da ona vedno prej dela tam, ko se jaz pol zaposlim, ker jaz vidim tisto, kar bi rad naredil, pa Anja je malo starejša kot jaz, pa ji vedno rečem, daj pej ti zdaj tole narediti, pa prijem jaz, ko bom tistega fertik. Tako da ona je bila prva pravzaprav zaposlena v firmi, ko je končala študij. Jaz sem še študiral, pa sem rekel, ko je v drugih vodah bila, pa sem jaz vedno rekel, da bi rad imel način življenja, ko skupaj živiš, ker če delaš stalno, si redko kdaj doma in če niti tam ne bi videl, se midva ne bi nič videla. Ja, oče je rekel, da ste se odločili, da bi bili radi doma zaradi podjetja, ampak vidim, da se je tukaj pa malce zmotil. Ja, še eno vprašanje. 10-krat premisli, sem dal naslov, ko ste našli ženo, ni bilo treba 10-krat premisliti, ne? Ne. Določene stvari takoj veš, da so prave. Kaj pa, ko je oče ponudil, da prevzamete? Kaj pa, ko je oče dejal, da je čas, da bo treba prevzeti odgovornost v podjetju, koliko je bilo tam razmišljanja? Moj del je bil malo drugačno. Ko sem jaz bil mali, je bila to firma v garaži. To je bilo pač v spodnjem štuku, moj oče, stric pa mogoče 1 ali 2 zaposlena. In jaz sem bil od mehkega, pač ko sem bil star 2 leti, 3, sem jaz rekel, jaz bom imel podjetje, ki bo delalo kinder jajce, ker sem jih imel zelo rad. In na ta način sem jaz bil vedno res stalno zraven, stalno spraševal, kaj je to, zakaj je tek, na kak način je to. In jaz sem tisto odgovornost pravzaprav čutil že zelo mlad, v srednji šoli naprej, zato ker je tudi oče šel v druge poti vmes, pa sem zelo mami pomagal, ker sem tehnični tip. In tako da jaz imam odgovornost, bom rekel, od 15 let naprej, da moramo iz tega narediti neko resno firmo. In niti se nismo o tem sploh pogovarjali, a si pripravljen ali nisi. Edino, kar se spomnim, je to, ko je oče šel, ko sem jaz v Nemčiji študiral, pa sem bil ful v firmi, pač glavne kupce, pa to sem komuniciral jaz. In ko je klical me enkrat, pa je rekel, ker smo hoteli zidati na Ljubnem, pa je rekel, Jure, klicalo me je Gorenje, lahko kupimo eno veliko halo, sem to, mi denarja nimamo, plačevali bomo dolgo, a si 100%, da boš to dolgo delo, pa orang, ker če ne gremo v to pot. In na ta način smo rekli, ja, gremo v to 100 na uro in smo zelo uspešno speljali, tako bom rekel. Ja. Jaz se zate nimam povsem drugačnih vprašanj, da ne boš mislil, ker mislim, da boste podjetje na 50-50 razdelili, ne? Ne? Aha, no, sem vedel, da je tamle pri številkah treba. Kako je bilo, ko je oče rekel, a boš ti tudi ostal doma?
Ja, v bistvu, kot je bilo predstavljeno že v samem posnetku, smo oba dva z bratom v bistvu živela v podjetju že od malih let, no, v bistvu tudi spoznala vse poslovne procese, proizvodne procese in v bistvu je bila to odločitev že v mladih letih želja potem, da nadaljujemo tradicijo družinskega podjetja in gradimo temelje za nadaljno rast v družini in v podjetju. Zunaj si študiral, kje? Ja, drži. Podiplomski študij sem naredil v Švici in pa potem praktični del v Nemčiji. Kakšno znanje si prinesel iz tujine nazaj domov? V bistvu Švica in Nemčija sta mi ponudila vpogled v družinsko podjetje za daljšo tradicijo, kjer so podjetja z več generacij in tam sem spoznal sam proces spoštovanja med generacijami in skupnega medgeneracijskega sodelovanja za uspešno poslovanje v podjetju. Hvala lepa. Daj še malce mami mikrofon, sej potem. Tamle ste odkimala, seveda govorimo o nasledstvu. Kakšna je ideja pri vas nasledstva? Kako boste to izpeljali? Kakšna je ta pot? Mislim, da je Iztok na vlaku dejal, približno 10 let skupaj že peljemo to. Ja, res se že dolgo pogovarjamo, ampak drugače je to, mi se šele zdaj zadnje čase pogovarjamo o družinskem podjetju. Zmeraj je bilo, že tudi Slovenija je govorila, najbogatejši Slovenc, najbogatejši en človek, ne? In še zmeraj smo nekako imeli sinonim firme, je Iztok Podkrižnik, to je Iztokova firma in se ni tako enostavno o tem pogovarjati. Tako da tudi nimamo, mogoče nismo taka družina, da bi se skupaj usedli doskrat pa rekli, kako mnenje imaš ti, kako mnenje imaš ti, še doskrat Iztok svoje mnenje pove in se še čist nismo zmenili. Ja. Vse ste opazili, da še nisem dal Iztoku mikrofona. Ne? Ja. Ker ko smo se peljali z vlakom iz Ljubljane do Kamnika, res, da grejo slovenski vlaki zelo počasi. Ne? Ampak ko se je Iztok vzel čas, bi morali skoraj iti še nazaj. No? Tako, ne? Zato bi preden Iztok res dobi mikrofon še Anjo prosil za tako. V kaj si se zaljubila? Ne mislim zdaj, ne. Ko si prišla v podjetje. V bistvu tudi sama izhajam iz podjetniškega okolja doma, tako da sem tudi jaz poslušala že vso otroštvo o podjetništvu, o poslu, ves čas, tako da verjetno je tudi zato Jure mene zbral za svojo sopotnico. Drugače pa, ko sem prišla v podjetje 13 let nazaj, sem videla to strast, ki so jo podkrižniki imeli. Videla sem pa tudi prostor še za izboljšave in za razvoj. Pa si res želiš imeti moža, ki bo cele dneve v službi? Tudi doma smo imeli tako, da je bila mama bolj sama z nami otroci popoldne, tako da imam že nek vzorec od doma. Bi mi bilo verjetno čuden, če bi bil kar naprej doma. Zdaj pa je na vrsti seveda Iztok, a smo v redu opravili? Odlično. Ali bo kakšen pogovor potem doma za mizo? Pogovor je zmeraj dobrodošel. Za izboljšave je vedno možnost. Ko sva klepetala na vlaku, ste rekli, zdaj smo v tem postopku, res me veseli, da sta se fanta odločila, da ostaneta v družinskem podjetju. Potem ste pa šli od vsega, kaj ste delali in na koncu sva zaplavala k mlekarni. Komu boste pa to mlekarno, a to ste zase vzeli, to mlekarno, to me skrbi. Lejte, jaz bom tako rekel, da res sem začel mlad, 21 let star pobo, ko sem bil in dejansko sem začel iz niča, odnosno rekel z minusa. In če ne bi bil tok, bom rekel, trmast po domače rečeno, pa da bi delal strastjo, pa se veliko, bom rekel, tudi v teh mladih letih, kar se tiče šolanja pa tega naučil, ker sem res imel vrhunske mentorje, tega danes ne bi bilo. In dejansko sem se želel iz tistega znanja, ko sem ga pridobil, narediti neko večjo zgodbo, industrializacijo in tako sem pač dobil eno priložnost v Bosch Siemensu, da sem lahko, bom rekel, razvil nek produkt, se pravi, ko je šel v milijonske serije in dejansko smo mi iz tistega ven rasli, se pravi, si pridobili zaupanje, se pravi, postali sistemski dobavitelj, razvojni dobavitelj vseh teh divizijah, bom rekel, Boscha in Siemensa na začetku, pol kasneje smo šli še pa, bom rekel, širše in dejansko danes dobavljamo
večjim korporacijam, bom rekel, te polprodukte, se pravi tudi že celostne sisteme in bom rekel, v naši razvojni ekipi smo sposobni danes, bom rekel, razviti en aktuator, če rečem, ali pa sistem, bom rekel, v zelo kratkem času, ki razpolagamo, bom rekel, vseh naših proizvodnih dvoranah z vsemi tehnologijami. A lahko samo nekaj vprašam? Ja. Če bi zdaj Švicar prišel, tisti, ki vam je na začetku rekel, 3-4 milijone rabite, koliko bi mu računali? Takrat so mi rekli kolegi, ko so videli, kaj smo mi speljali, pa tudi, ko smo dobili te, bom rekel, pohvale od nemških lastnikov pa razvojnih timov, ko so razvijali takrat nove produkte, so rekli pač, da bi ne šel stroj gradnjo delati, ker smo tako zahtevno stvar speljali. Sam zavedam se, kaj to pomeni, stroje gradnja je tudi šla v Evropi gor dol in so bili riziki veliki. In ravno tisto, bom rekel, je mene gnalo naprej, da dejansko tako že včasih, pa bom rekel, ta pregovor velja, da vseh, po domače rečeno, jajc ne smeš imeti v eni košari. In jaz sem kot mlad človek, bom rekel, o tem zelo razmišljal in sem rekel, moramo biti specialisti na področju, v katerem, bom rekel, delujemo, poslujemo, samo ta znanje moramo pa tudi, bom rekel, še v kakšne druge branže zapeljati, ker tudi pogonska tehnika, to, ko je mi danes delamo po vseh 40 let, dejansko pa še vse panoge. A je to zdaj medicina, ali je to bela tehnika, avtoindustrija, ali je vojaška industrija, karkoli, dejansko vse tisto, kar se vrti, tam pa še to zraven. In ko sem pa rekel, tega še je premalo, sem rekel, dajmo mi neke priložnosti še druge, kar v familiji so mi tudi rekli, ne smeš isto, to pa to si pa narobe naredil. Sam pa človek je tak, da vidi neke izzive, priložnosti in ne moreš pa tega vrednotiti zmeraj v, bom rekel, enem mesecu, kaj to pomeni. So stvari, ko rabijo svoj čas in rabi tok in tok vode preteč, se pravi, da lahko pride pa na koncu do res dobrega rezultata. In danes imamo v naši skupini par področji, par podjetij, ko, bom rekel, vsa lepo funkcionirajo in, bom rekel, brez našega truda vsega tega ne bi bilo. Gospod Meža, lahko vprašam, če pride danes mlad podjetnik, sin, vzemiva sina, ki ima očeta, ki je že dobro postavil podjetje, pa da bi kupil to neko mašino za 3-4 milijone evrov. To danes ni več problem, ne? Če sem čisto odkrit, je tega bistveno premalo. Slovenija, imeli smo glih profesor Mraka na naših dogodkih, glavna ugotovitev je, da v bistvu kot država presegamo investicije pri podjetništvu, pa bistveno zaostajamo. In kar nas skrbi je, ali bo Slovenija čez nekaj let še konkurenčna pri tako majhnih privatnih investicijah. In ne vem sicer, kjer je njihov največji problem trenutno, ampak več smo se pogovarjali o zelenem prehodu, pa o težavi s kadrom, ko pa o težavah s financiranjem s podjetjem. Tako da mi bi si želeli, da bi prihajali sinovi, da bi imeli željo po investiranju, da bi imeli vizijo, da so knjige naročil polne in da smo optimisti, da sanjamo. In tega je bistveno premalo zdaj. Tam po kosilu piše mreženje, upam, da imate dovolj teh vizit k sabo, ker tudi kar nekaj hčera in sinov je tukaj. Brezpapirna družba, tako da samo še digitalni. Ja, nič, še zadnji krog, da naredimo, Iztok, z vami bom začel čisto na kratko, prosim. Ker imam še en vlak me čaka, samo za to šala, ampak a kaj počivate? Jaz moram reči, da počivanje je za mene delo. Se pravi, da še zmeraj pri svojih letih, bom rekel, se počutim koristnega, da lahko še veliko doprinesem, pomagam, bom rekel, tudi sinovama pa celim timom, ko delajo v teh podjetjih. In se mi zdi to v redu, da je, bom rekel, generacijsko nekako to usklajeno in vsi se lahko od vsakega učimo. Jaz se veliko od mladih naučim, mladi, bom rekel, tudi nekaj verjetno mojih kilometrov upoštevajo in lahko tudi moje nekaj od tega. Kam ga boste peljali na dvotedenski dopust? Žena, kam vas bo peljala na dvotedenski dopust? To se pa vsako leto si vzamemo, to pa sam nekaj bom povedal. Jaz bom rekel, sorodstvu sem imel tudi enega strica, ko je bil zelo uspešen, pa se ni dejansko do 65. leta nič privoščil. Zelo lepo zgodbo naredil, je rekel, ko bom šel po pokoj, si bom pa privoščil. In dejansko še par let živel in je zaključil, bom rekel, to zgodbo in jaz sem se iz tega ven veliko naučil. Jaz sem bil kot mali otrok in sem spremljal to zgodbo
Jaz sem rekel, ko bom jaz šel v podjetniške vode, bom pa toliko vsako leto naredil za sebe in svojo družino. In dejansko mi od tistega časa, ko smo začeli z podjetjem, pa do danes, bom rekel, si soprogo in pa tudi z družino, ko smo, seveda, ko sta še bila fanta mlajša, smo veliko, bom rekel, tudi časa skupaj preživeli. In to se mi zdi, da je v redu in si štejem sebe tudi kot veliki plus, da mi je to uspelo. Hvala lepa, družina Podkrižnik. Hvala lepa vsem 5. Hvala. Hvala lepa. Tretji sopotnik na vlaku je bil Franci Jezeršek in verjetno tudi eden redkih, ki ga ob veliki družini, ki jo ima, nikoli ne skrbi, kaj bo na mizi. Ker je prav to, da je vedno bilo dovolj in dobro na mizah povsod, kjer je skrbel za to, pripeljalo do sem, kjer so zdaj. Gremo torej še zadnjič na vlak. Tu moram reči, da sem jaz leta 80 bil vodja gostinstva na gostinski šoli v Ljubljani. Tam sem pač hotel premakniti stvari naprej, narediti, bom rekel, dobro organizacijo dela, povečati produktivnost in tako naprej. No in s tem so se strinjali, so pa hoteli, da mi drugi sestavljajo ekipo. Jaz sem rekel, tega se ne grem in sem dejansko čez noč se odločil, da doma v domači garaži naredimo kuhno in da začnemo z kuhanjem malc za podjetja. Imava 4 sinove, katere smo vključevali v dogodke. Mislim, da je bila to ena od izjemno pomembnih odločitev, ker fantje so na ta način pravzaprav se spoznali s panogo, s stroko in postalo jim je strašno zanimivo. Namreč mi smo delali dogodke, o katerih je televizija šele jutri poročala. Fantje so pa to že vse videli. Srečevali so se športniki, s politiki, s državniki, s kralji, z ne vem čem in potovali so z mano tudi v te destinacije, kjer smo pripravljali pogostitev. In na ta način smo nekako vse cepili in so se vsi 4 odločili, da ostanejo v tej panogi. Mislim, da je zelo pomembno, da mladi fantje ali pa dekleta prevzamejo posel takrat, ko so v zagonu, ko so pripravljeni tudi tvegati nekaj. Jaz mislim, da je zdaj to obdobje, ki ga živim, je zame lepo. Prvo je lepo zato, ker je kolikor toliko zdravje pri hiši, drugo, ker imam ženo, s katero odlično delava. Predvsem sem pa vesel, da se fantje tako dobro razumejo, da so uspešni in moram reči, da že naslednja generacija vnukov, vseh 9 vnukov zelo rado pride k nama in na ta način, na nek način ustvarjamo, bom rekel, eno skupnost. Ne? Na oder zdaj vabim družino Jezeršek, Francija in Sonjo Jezeršek ter Martina, Luko, Jureta in Roka Jezerška. Evo, lep pozdrav. Imamo dovolj stolov, imamo. Samo pri vnukih me je skrbelo, ko ste omenili, da jih imate 9, če vseh prije kar izvolj. Ja, bom jaz stal, ja. Tudi tukaj bom začel seveda z glavo družine. Franci, lep pozdrav, ampak bom začel ženo, a prav, ne? Ja. Gospa Sonja, a ste zadovoljni? 4 fajst fante imate, ne? Ja, seveda, zelo sem zadovoljna, ker pogledajte, koliko so fejst.
bom rekla, fej za pogledat in spoštljivi do naju, kar je največ vredno. Ja, moramo vprašati, seveda, Franci je nekaj stvari seveda izdal na vlaku, a ne, ampak nekaj modrosti, morda celo najbolj pametnih tistih stvari ste pa kar sama postavila v hiši. Naprimer, velika miza, kjer se moramo vse dogovoriti. To je bila vaša ideja, kaj ne? To je res. Dejansko se mora družina usesti in se pomeniti, potem pa dogovoriti in te dogovore tudi potem izpeljati. In misliti, da nam je to dobro uspevalo. Še ena popolnoma insajderska, ne vem pa, če to lahko na glas poveste, kdo pa najbolje kuha takrat, ko naročite, da vam kaj dobrega naredijo? No, ko smo bili še doma v garaži in ko je bil Jure še majhen, ga je en sosed vprašal, a ti doma tudi kuha? Je pa rekel, ja ne, v ta zgornji kuhinji tam ne zna kuhati, od spodaj pa zna kuhati. Tako da zdaj doma v moji kuhinji ne kuha. Ima pa svojo kuhinjo zdaj, ja. Ne vem, kakšen red imate pri vas doma, komu boste zdaj vi predala mikrofon, kdo prvi dobi besedo? Jaz mislim, da bom predala najmanjšemu, zato ker je tudi direktor v tej naši firmi. Ko smo izbirali družine in res jih je v SBC-ju veliko, ki bi lahko sedeli tukaj gor, smo si jezerške prav zaželeli, sam sem si jih zato, ker vem, da sem te že imel v podcastu, kjer si govoril o družinski ustavi in o tej ideji, ki si jo malo našel tudi v Švici. Pa morda, ker je to pomembna stvar tudi za ostale podjetja, ki so še v tem procesu, kako pomembno je to, da se dogovoriš, da nekaj podpišeš in da potem to velja in podjetje lahko deluje mirno naprej. Seveda je pomembno, ampak v resnici se mi zdi bolj kot ta končen dokument pomembna pot, po kateri je treba iti, da do tega prideš. Lahko ChatGPT-ju naročiš, da ti jo napiše, ampak potem to ne bi bilo ok. In dejansko ta pot je bila pri nas zelo zanimiva. Jaz sem to neko idejo prenesel iz Švice, prebral eno knjigo na to temo, kjer sem dobil seznam stvari, o katerih se moramo pogovarjati in dejansko je bil ta proces dolg nekaj mesecev ali pa mogoče celo eno leto, kjer smo enostavno počasi šli skozi seznam in se pogovarjali o lastništvu, o nasledstvu, o delu v podjetju, družinskih članov, naslednikov, partnerjev, partneric, bom rekel, scenarijih, ko stvari ne grejo dobro, ko pride do prodaje, ko pride do vseh teh stvari. In na nek način smo tako prišli do neke ideje, takrat v Sloveniji še ni bilo pravnega znanja, precej zelo malo je bilo na tem področju in v bistvu smo potem čisto v zadnji fazi dobili pravno pomoč, da smo to spisali. Hkrati smo se pa zavedali takrat, da je to v bistvu gentleman's agreement, da če bi kdo hotel kršiti dogovore, bi jih lahko. Sicer so se vmes tudi stvari spremenile in smo lani z Ernst & Youngom te stvari poupdatali in jih naredili tudi nekoliko pravno zavezujoče, ampak bolj kot cilj je pomembna pot. Hvala lepa. Jure, bil sem v Tagenbrunu, na Tagenbrunu, se ne vem, kaj je bolj pravilno, to me boš ti zdaj popravil. A si prvi brat, ki je pobegnil čez mejo? Jaz sploh nisem pobegnil čez mejo. Je pa res, da je bilo to včasih slovensko, ja, to tako gleda zdaj. Ne, pa sej, mi imamo tako super ekipo, pa res smo dobro organizirani, da imamo tam sodelavce, ki skrbijo za to posestvo. Jaz se mogoče res največ ukvarjam z našim mednarodnim poslovanjem. Mi danes lahko rečemo, da smo mednarodno podjetje, delamo praktično po celi Evropi, ampak vsem z mislijo s tem, da moramo ostati tukaj. Pa vse te priložnosti, ki jih je po celi Evropi ali pa še širše veliko, iz tega nekaj ustvariti, jih poiskati, jih narediti, čeprav gostinska dejavnost ali pa catering kot tak ni glih najbolj izvozen artikel, če temu rečemo tako,
ampak nam uspeva. In ko se zaženeš, ko si zadaš en cilj, pa grizeš strastno, marsikaj uspe. Prav. Gospa Sonja, ko gremo na spletno stran Tagambruna, vidimo dve družine, družino Riedl in družino Jezeršek. Zdaj, Avstrijci se radi pohvalijo s svojimi starimi družinami, še bolj pa s tistimi, ki imajo veliko denarja, in družina Riedl ga ima, ampak ko sem pa govoril z njimi, so pa imeli do vas, do družine Jezeršek, izjemno spoštovanje, in ko sem vprašal, kaj je tisto, kar vas je prepričalo, je gospa rekla, žena, vse so isti kot mi. Kaj pa to pomeni? Zdaj malo težko rečem, zdaj, ne vem, se vam ne znam odgovoriti. Familija, ki verjetno drži skupaj, ki se zna pogovoriti in stvari speljati do konca. Predvsem pa gre tukaj potem v končni fazi tudi za druženja. Midva sva že oba v penziji, veliko več ne delava v poslu, zelo malo, in predvsem so vesela teh druženj naših sinov, snah, predvsem pa vnukov. No, tudi to so oni rekli. Mi smo družina, ki vedno drži skupaj, tako da ste čisto dobro odgovorili. Franci, zdaj pa moram vsem povedati, to ste mi tam na vraku zaupali, da zelo pomembno delo v podjetju vendarle upravljate, ne glede na to, da nimate nobenega deleža več od njem, ne? Ja, Luka pravi, če kdo vpraša, kaj delata ata pa mama, reče, da mama melka otroke, ata pa da šteje denar. Pa res je. To je res. Namreč moje edino delo v firmi je to, da ko iz poslovnih enot prinesejo kuverte z gotovino, ga iz kuvert poberem, poravnam, poštejem in odnesem na banko. Pa seveda preko klika plačujem račune. Je pa fino, na stara leta vam dajo vse več dela za štetje denarja, glede na rezultate. Odlično. Ja, veliko časa imam, ne? Rok, zdaj lahko vprašam vse, kar želim, ampak prost termin za peko in za znanje, malce več, ko gre za meso, je še kakšen v letošnjem letu? Na tesno. Če bi ženo vprašal, bi rekla ne. Ampak ja, si ga vzamem, ja. Ko ste si razdelili, je oče dejal, ključno v našem podjetju je bilo to, da nismo delili poslopij, ampak sektorje. A to ste žrebali? Ne, za tisto veliko mizo smo se usedli in praktično se nismo nič pregovarjali, pogovarjali, ampak se je kar zgodilo. In tako je danes. No. A je oče dal kakšen nasvet, ki ga danes, ko si modrejši, ko tudi že vam malce sivijo lase, nekaterim, se opravičujem, pride prav, pa rečeš, to je pa res oče govoril, ali pa mama, to sta imela pa prav. Ja, pa še danes se kdaj zgodi tudi kaj tazga, ki da na svet, pa si misliš, pa kva mi govoriš, sej itak vem, a ne. Sej sem toliko star, da zdaj bi pa že mogel vedeti, ampak na koncu gotoviš, da pa vsem bi ga mogel pa še malo bolj poslušati, pa upoštevati. Tako da on zelo dobro reče, cel življenje se učiš, na koncu pa neumen umreš. In to je dejstvo. Vsaka družina ima tudi zvezdnika, Dobar dan. Bil sem dvakrat na dogodkih, kjer sem povezoval, potem je pa prišel Luka. Pa nisem več nič povezoval. Potem si pa ti vse povezal in vse ženske so letale za tabo in si jih peljal za mizo, moški smo pa do zadaj gledali, kaj zdaj ti počneš, da je tako zanimivo. Ampak sem sam kuhal, ne? Ja. Veš, kaj je dodana vrednost, ko imaš toliko sinov ali pa toliko otrok, ne? Da vsak prevzame funkcijo, en mora pa tudi na televizijo, veš. Marketing, skratka. To sem pa jaz, ja. Zdaj, glede na to, da ste res 4 bratje,
Jaz sem sicer 3 mlajše sestre, pa vem, kako je to drugače, zato si ne predstavljam, ko so 4 fantje. Boš rekel, da se nikoli niste prepirali in skregali okoli recepta? Smo se, in to zelo. To, da so šipe letele in tako naprej, ampak danes smo toliko odrastli, da se znamo organizirano kregati. To je zelo velika vrlina, da se razumemo. In se skregamo, pol malo zginemo vsak v svoj kot, potem pa začnejo messagi leteti. Živijo, jaz nisem tako, ti bi tako, a se dobimo, skratka, in potem ponavadi pri očetu se dobimo v njegovi kuhinji, ne v mamini, in se usedemo in se potem pogovorimo. Je pa res, da je tega za leti statistično skozi manj. Ja, saj sem obljubil, da vas 3-krat vključim, ker imamo 3 družine, vi ste pa človek z denarjem, take imamo vedno radi, ne. Ko vendarle gledate družinska podjetja v banki, a je to, da je družinsko podjetje v resnici tudi neko sidro slovenskega gospodarstva, tisto, kar prevaga, da rečete, dajmo z njimi pa malce več delati, dajmo jim morda več pomoči, več vodenja, da lahko še rastejo. Ja, zdaj tole je tipičen primer, prej ste se pogovarjali, podobno za Avstrijce. Avstrijci veljajo za zelo pragmatične ljudi, in verjetno je to ta podobnost, oni se dajo zmeniti. Včasih se pa tudi zgodi, da se težko zmenimo, in pri slovenskih podjetjih tudi včasih to ni glih tema, ki je daš tako to z lahkoto na mizo. Ampak generalno gledano, družinska podjetja imajo svoje zakonitosti, so ponavadi zelo stabilna, niso nihaji toliko veliki, kot bi bili običajno pri normalnem podjetju, običajno je pripadnost dosti velika. Se pravi, so določene kvalitete, ki jih v banki cenimo, sploh s tistimi, ki želimo dolgoročno sodelovati. Ampak je pa to specifičen, bom rekel, način vodenja podjetja, ki pa tudi svoje tveganje. In če se ne zna sporazumeti, koliko so se recimo oni, je lahko postane, bom rekel, breme in tudi teže. Niso vse zgodbe toliko uspešne. Zato pa je tisto, kar si rekel, da propade to potoka, je dejansko to. Ampak generalno gledano mislimo pa, da je to dejansko neko sidro ali pa, bom rekel, neka kvaliteta, ki jo imamo v Sloveniji in se to znamo iti in je tudi dober z vidika načina funkcioniranja družbe. So ta družinska podjetja velika dodana vrednost. A če, ko se menite za kredit, je ugodna obrestna mera lahko nižja, če je dobra postrežba zraven? Obvezno, vedno. Pogajanja so lažja, ne? Ja, čisto za konec so se pa s Francijem dogovorila, da ima eno modro besedo in se mi zdi že prav, da si vzame čas in to pove. Ker vlak je zdaj že do Kamnika prišel, je že v redu. Ja, takole, ko sedim tukaj s svojo družino in ko gledam vas podjetnike, se spomnim, ko je veliko let nazaj nas, moj oče, brate, 4 bratje so bili, posedel za mizo, pa je rekel, fantje, vi ste kot leskova palca. Posameznika lahko zviješ, upogneš, lahko tudi zlomiš. Če pa ste povezani, potem ste močni. In mislim, da je to za SBC ena taka misel, da če ostanete povezani v snop, potem vas sicer lahko kdo malo upogne, ne more vas pa zlomiti. Družina Jezeršek, hvala lepa.